Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o športu. In to ne o kateremkoli športu, o rokometu, ki zaznamuje vsak začetek poletja tukaj v slovenski Istri. Govorimo seveda o Eurofestu, ki se bo letos med 4. in 9. julijem ponovno pojavil v istrskih krajih in zavzel vsa prizorišča, ki jih rokometni navdušenci verjetno že zelo dobro poznate. Letos praznuje kar okroglih 30 let. Zato bomo ob tej priložnosti spregovorili z direktorjem Tonetom Baričem. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. 30 let je že kar precej. Torej, če se vrnemo v leto 1993, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? En dan ste se zbudili in ste rekli, imam odlično idejo. Podobno, ja. Torej, moram povedati, da sem jaz v 80. letih igral rokomet, prišel takrat v Izolo, bil hkrati tudi trener in prvič smo se z izolskimi ekipami udeleževali turnirja v Italiji, v Teramo, ki je bil res svetovni turnir. Pri nas v bivši takrat Jugoslaviji, ki takega nismo poznali, so bili samo mogoče znani klubski turniri s 5, 6 ekipami. Ko smo pa mi s temi našimi ekipami prišli v Italijo, kjer je sodelovalo več kot 500, 600 ekip, torej vseh kontinentov, in doživeli skupaj z otrocami tistih dober teden takšnih občutkov, seveda in na rokometnem področju, ker je bilo fascinantno, ko si igral tekme proti Nigerijcem, Kitajcem, Avstralcem, Novozelandcem, do tega, kar se je dogajalo potem v večernih urah, ko je celo mesto bilo preplavljeno s temi mladimi rokometaši in so se seveda družili, zabavali, plesali, osvajali. In ko to enkrat vidiš pri otrocih, kak pečat na njih to pusti, kako celo leto, naslednjo leto samo sanjajo, da bi se mogoče zopet lahko udeležili tazga turnirja, je v meni skozi nekaj tlelo, zakaj ne bi nekaj podobnega, logično v manjših razmerah, poskušali pri nas organizirati, ker pa vemo, da pa le slovenska obala veliko ob svojih lepotah ponuja, tudi šport je zelo razvit in tako je bilo, da sem se takrat 93. leta odločil poskusiti nekaj podobnega. No. Pa če tako pogledate nazaj, 30 let nazaj, rokomet tedaj in rokomet danes, opažate kakšne spremembe. Mnogo ljudi rado obuja spomine na čase jugoslovanskih reprezentanc, ko so predvsem v ekipnih športih veliko bolj blesteli kot danes, ko so mogoče malo bolj razporejeni po državah, če se izrazim. Ampak kaj pa je recimo tako nasplošno s priljubljenostjo, z samim športom, stanjem športa, z dvoranami? Je danes rokomet v boljšem stanju kot leta 93? Torej, na hitro razlike so. V tistih časih se je večinoma treniralo zunaj, na igriščih, dvoran je bilo zelo malo. Ampak ravno to, ker si bil na odprtem in je veliko ljudi prihajalo to gledati, je imelo nek svoj čar. Torej, še sam se spomnim, ko sem sam treniral, ali pa moje ekipe, ki sem jih treniral, vedno so te prišle, ne vem, če smo mi imeli trening o 5, za nami so imeli dekleta, ali pa obratno. In takrat je bil to nek poseben čar tistega druženja na teh objektih športnih. Ne. Je bilo to rokometno igrišče, nogometno bolj. Pač specifičen rokomet takrat se je igral. Zdaj logično je to vse na višjem nivoju. Klubi imajo dvorane. Je pa problem neka omejenost. Pride ekipa v dvorano, mora že iti, pride druga notri, moraš iti ven iz garderob, ne morejo se otroci tam malo zabavati, družiti, ker tako jih hišnik pospremi ven.
Tako da malo tega družabnega dela manjka zdaj, ne, so druge prednosti, pravim, boljši pogoji za vadbo, je pa seveda zdaj, tako kot vsi, mislim, v vseh panogah opažajo, veliko manj otrok v športu, kot jih je bilo takrat. Ne. Težje je zdaj privabiti otroka v športne programe. Ampak zopet, če pa gledamo na splošno rokomet, v Sloveniji se še vedno dobro dela v klubih in tudi rezultati naši konec koncev so odlični, ne, sploh članskih reprezentanc, kar je zelo dobro. Se pa bojim, da se bo, kar se že nekje kaže v mlajših selekcijah, mladinskih, kadetskih, reprezentančnih, se bo ta šibkost baze, ne, še pokazala kasneje, ker bojo to prednosti te večje države, ker imajo večji nabor igralcev, večje možnosti selekcioniranja in nam je tukaj, pol nam manjšim državam, to velik problem. Ali opažate torej to manjšanje baze tudi pri številu prijav na Eurofest? To sem pa zdaj ponosen, kar lahko rečem, da to, kar nam je uspelo, ne, v vseh teh 30 letih, ko smo šli čez vse te čeri, lahko smo ponosni zelo, ker smo postali res nek tak brand, da še ne damo niti reklame ven v septembru, ko imamo že zelo, zelo veliko predprijav in prav te številke od covida naprej, ne, ker imamo nek trend do obdobja covida, ko je prireditev v Kopru rasla iz leta v leto, do zdaj zopet teh današnjih številk, ko, če pomislim, da smo po covidu imeli tam okoli nekaj čez 120 ekip udeleženk, lansko leto okoli 170, zdaj jih imamo 245. To je pa številka, ki, moram priznati, nisem nikoli niti pomislil, da jo bomo dočakali. Že pred covidom smo se omejili na številko 200 ekip. Letos smo pa rekli, ne bomo omejevali, ker je res leto jubileja, bomo se maksimalno potrudili, da res bo čim boljše speljano, da bo res, da ne pride do nekih problemov in da sprejmemo to nagrado, ker za nas je to največja nagrada, ravno ta številka udeležencev. Kako pa kaže z nastanitvami? Veliko slišimo o pomanjkanju nastanitev v slovenski Istri. Ste imeli vi pri tem kakšne probleme? 245 ekip, res ni majhna številka. Torej, vse ekipe smo uspeli nastaniti, večino v Kopru, delno v Izoli in v Ankaranu, Škofijah, Dekani, Pradah tudi. Moram pa res reči, da me pa žalosti nek odnos posameznih teh nastanitvenih kapacitet. To je nekje z covidom se pričelo, po tem obdobju covida, ko smo zavrnili sodelovanje, ko raje sami tržijo te nastanitve in potem prihaja do tega, da te nastanitve pač sprejmejo neki spremljevalci od teh naših ekip. Mi moramo pa ekipe nastanjati pa kar zunaj daleč Kopra in je to za nas nek ne problem, ampak ni to najbolje, ker vedno je bila naša želja, da imamo udeležence čim bolj res nastanjene v centru, ker želimo to kvaliteto prireditve na tak način tudi ohranjati, da res vsak prosti čas izkoristijo maksimalno ali za igranje ali
tekmovanju hitro skočijo na kosilo, na plažo potem, da res ne izgubljajo preveč časa z nekimi vožnjami gor in dol, ampak taka je realnost. Sicer pa gre večinoma za ekipe iz Slovenije ali večinoma za ekipe iz tujine, kakšne so omejitve? Torej, omejitev ni. Najprej mogoče o udeležencih, kdo sodeluje na tej prireditvi. Gre se za rokometne skupine od mini rokometa, to je čistih rokometnih začetnikov. Koliko so to stari? 8 let, 9 so najmlajši, pa do skoraj članskih ekip. Torej, to tekmovanje, kot smo rekli, letos prvič poteka ne samo v Kopru, zaradi res te mase, tudi v Izolski dvorani in Škofijski, tako da moramo tukaj res maksimalno se potruditi za organizacijo prevozov, da res ekipe ne bodo imele težav pri prihodih na tekme, na druge prireditve. Se opravičujem, ker sem malo zašel. Kaj ste me vprašala? Ali gre večinoma za mednarodne ali domače skupine? Domači pa tuji, ja, ok. Tako da pri vsej tej številki, to je zdaj že čez 4000 udeležencev z njihovimi seveda spremljevalci, moram reči, da je za razliko od velikonočnega turnirja, naj omenim, da tudi velikonočni turnir je v naši organizaciji, podobna prireditev, tam je pa res večina slovenskih ekip. Tokrat na Eurofestu je veliko večje število tujih ekip. Tukaj je za razumeti to, zato ker je turnir pomaknjen v julij, ker do konca junija so še pri nas v Sloveniji obveze, popravni izpiti, torej vse določene še študijske obveze in smo zato morali iti v julij. To je še vedno neka turistična luknja na slovenski obali, ne? Ampak so določene tuje, torej države, ki imajo še šolske obveze do začetka julija. In tako smo se tudi mi temu malo prilagodili in zato je našim določenim ekipam to težava, ker težko zdržijo s treniranjem še cel junij, ne po taki dolgi naporni sezoni, imeti otroke še v tem trenažnem procesu in zato se jih torej več odloča slovenskih ekip, da grejo na podobne turnirje v okolico, nekam, ki se pa organizirajo tam v okoli 20. junija. Tako da zaradi tega našega poznega termina imamo mogoče nekaj manj slovenskih ekip. No, še sami ne vejo, kaj bodo izgubili, če se malo pošalim. Sicer pa 30 let bo letos. Boste na kakšen poseben način obeležili to okroglo obletnico? Razen s tem, da ste povečali kapacitete za število prijavljenih. Ne, to je logično, da se moramo torej zahvaliti na nek način tokratnim udeležencem ali pa tudi vsem za nazaj ob tem jubileju, tako da vsaka prireditev bo nekaj imela več. Moram pa omeniti, da eno so prireditve same, ki bodo potekale takrat bolj, če temu rečemo, razkošne. So pa stvari, ki jih pa pripravljamo, naj naštejem recimo posebej izdana knjiga po 30 let te prehojene poti, ki bo pred Eurofestom izdana. Potem film pripravljamo, ki bo tudi, upam, konec junija predvajan na televiziji Slovenija. Potem himna Eurofesta je že izdelana in bo, mislim, da te dni že predstavljena javnosti. Vesel sem, da je res nam uspelo z Mitja Kodarinom in skupino Ne me jugat in Slavkom Ivančičem
pripraviti en res tak dober komad, ki mislim, da je res ta pesem ponazarja ta festival, ker je to festival mladosti, prijateljstva, mednarodnosti, konec koncev, in to se mi zdi, so tiste za nas najbolj pomembne, in lahko naštejem še vse, kar pripravljamo, poseben pečat jubilejnega 30. Eurofesta, poštni pečat, znamka Eurofesta, razstave, tako da tega bo veliko, ja. Kje lahko sploh začnemo? Začeli boste že tudi z javno otvoritvijo. Mimogrede tudi še o tekmah spregovoriva. So odprte za obiskovalce od zunaj? Seveda. Torej vseh teh naših letih organizacije so vse tekme, prireditve odprtega tipa, torej seveda namenjeno tudi domači publiki, ker vemo in se zavedamo, da je šport, sploh otroški, najbolj tak simpatičen, in to smo veseli, da je veliko tukaj teh ljubiteljev športa, kot tisti teden napolni Koper, ki pridejo le pogledati ob tistih popoldanskih večernih urah, kaj se dogaja, pridejo navijati za svoje otroke, vnuke. Tako da moram reči, da letos imamo velik zalogaj, ker potrebujemo 11 igrišč, torej 11, to je dvoran oziroma zunanjih igrišč, kot sem rekel, od Škofij do Izole. Pretežno je pa seveda vse še vedno tukaj nekje v centru Kopra, na športno-rekreacijskem centru Bonifika je večina teh, centralno prizorišče, s tem, kar se še vedno ponosimo v svetu, ker je to unikum, tega ni nikjer v svetu, da bi igrali rokomet tik morja, tega ni, sploh, če mislim, tiste slike, ki grejo v svet zvečer, ko igramo tudi do polnoči tekme, ko je tam res enkraten ambient. Potem so pa še ta druga igrišča na šoli Anton Ukmar za mini rokomet, na Dušanu Bordonu, in po dolgem času bomo zopet aktivirali igrišče na ploščadi med Banko Koper in Zavarovalnico Triglav v mestu, tako da je malo še približano ljudem. Tam bo torej zunaj potekalo? Zunanje, tam bo zunanje igrišče s to umetno podlago, tako da bo res tisto zelo pester teden. Torej, tudi ko govorite, da se dejansko zraven morja igra, to pomeni, da bo samo to prizorišče zunanjo, ali bomo še kakšno drugo zunanje prizorišče lahko gledali? Ravno ste rekli, da se vse manj rokometa igra zunaj, pa me zanima, če bo še kakšno. Torej, zunanje igrišče, kot sem že to novo omenil na tej ploščadi, je še potem pri osnovni šoli Koper na Bonifiki in pri Dušanu Bordonu, ne. Naša težnja je, da je čim več tekmovanja v dvoranah, ravno zaradi tega, ker otroci so se že razvadili, ne. Po drugi strani pa vidimo, da pa vseeno, kljub temu, ko prvič mogoče pridejo na neko tako zunanje igrišče z nekim negodovanjem mogoče, ampak odprtost je odprtost, je zopet nek drug ambient zunaj, se hitro privadijo, res hitro se privadijo. Moram pa omeniti primer, ravno lansko leto smo dosti govorili s tajvanskimi skupinami in si mi predstavljamo Tajvan kot neko zelo razvito državo, bogato. Oni imajo velike finančne težave pri teh svojih študentskih, šolskih ekipah, ker klubskega tekmovanja pri njih ni, so šolske ekipe, in oni večino časa, se tudi klima jim to omogoča, ne, ampak oni imajo v glavnem
samo zunaj vadbo, ker si težko privoščijo dvorane, ker so predrage, in ko gledamo njihove posnetke, oni so čez celo leto, ko bi mi gledali ekipe na športno-rekreacijskem centru Bonifika, kako zunaj se trenira, igra. Se še vidi recimo po tleh, da je tudi blato, kot nogometaši, ko igrajo v takih pogojih oni. Tako da verjamem, da ne bo tisto igranje zunaj tak problem tudi za naše, ker pravim, so tudi to danes neki taki posebni izzivi lahko tem mladim. Saj gre pravzaprav pri rokometu za šport, ki se igra pretežno na severni polobli zemeljski. Kakšen občutek imate vi? Ker če večina še vedno v dvoranah, pa je manj zunaj, marsikje je zelo vroče za igranje zunaj. Odkud večinoma prihajajo države iz Eurofesta? Torej, prvo bi samo to popravil, kot vsi športi, res vsi, tudi rokomet, ki je bil še mogoče, ne vem, 15 let nazaj anonimen bolj v neki Latinski Ameriki, v Afriki, Aziji. To kaže že recimo svetovna prvenstva, kadetska, mladinska, ko se zelo močne selekcije pojavljajo. Mi recimo, jaz se spomnim, ko smo brez problema premagovali reprezentance Bahrajna, Katarja, ne vem. Danes imamo težave že z določenimi takimi selekcijami, tako da rokomet se zelo, zelo širi tudi v teh državah. Mi smo ponosni, recimo lansko leto smo imeli ekipo iz Meksika. To je nekaj fascinantnega. Oni so rabili po Meksiku 3 dni, da so prišli do letališča in potem še iz letališča do Portugalske in tam do nas. Ampak to je en primer, ko nekdo ima rad nek šport, ni več ovir, ni meja. Tako da je pa največja v Evropi, sploh govorim za naše udeležence, največji interes ekip v zadnjih 5-6 letih, ta del Češka, Francija, to so najštevilčnejše države. Torej, če iz vseh ostalih držav prihaja po par klubov, po 3-4 klubi, iz teh 2 držav prihaja ogromno klubov. Več kot od 8 do 12 klubov, torej izjemno število, in to se tudi pol na otvoritveni slovesnosti, ki je najlepša prireditev, ki je vedno bila Eurofesta, se to pol to pokaže, ko gredo po teh ulicah in ni konca tistih držav, ko začnejo v mimohodu iti mimo. Tako da ponosni smo na sploh, če so bili Čehi naši, bi rekel, gosti Jadranskega morja, včasih, torej stalni gosti, stalni udeleženci, in sem vesel, da se preko Eurofesta ta tradicija to nadaljuje, neko dobro ime je tam ohranjeno. Sem vesel za Francijo, ker jih še 15 let nazaj smo imeli ekipo, 2 mogoče iz Francije, in res z prehodom iz Izle v Koper, ko se je nivo prireditve dvignil za kar 2 letvici višje, se tukaj verjetno to hitro opazila, ta kvaliteta, ker te ekipe, tako kot sem jaz s svojimi ekipami hodil skoraj po vsem svetu na take podobne turnirje in jih poznal, tudi oni hitro vidijo, kje je največ tistih nekih plusov, ne samo morja, ki bi nekdo rekel, ja, pridejo zaradi morja.
Ne, tukaj je toliko teh drugih še plusov, od dobre organizacije, prireditev, logistike, da ta številka teh francoskih ekip sigurno to potrjuje, ki je iz leta v leto višja. Kako pa potem s končnimi rezultati slovenski klubi pridejo kam blizu vrha? Kdo so ponavadi tisti glavni zmagovalci, tudi Čehi, Francozi? Torej moram povedati, da je na našem turnirju neko to merilo, da lahko v finalu Eurofesta igra ekipa, ki je v Sloveniji tudi v finalu, ki sodi med same 3, 4 mogoče najboljše ekipe, ker gre res za zelo kvaliteten turnir, ker tukaj si predstavljamo, ko pridejo ekipe iz Romunije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke, se res dobro z mladimi vse posodela in moram reči, da je tukaj ta velik plus ravno za naše ekipe, ki so mnoge od njih so res torej v finalih, pridejo v finala, torej lahko pohvalim predvsem še vedno naše obalne ekipe, ker se ve, da se odlično dela tako v Kopru kot v Izoli, predvsem pri dekletih in ja, je kar veliko ekip, ki prejmejo pokale, medalje. Zdaj, ali so to prva, druga, tretja mesta, ampak pravim, priti že med tiste 4 najboljše je to izjemen tudi rezultat. No. Ja, tisti iz Izole pa iz Kopra imajo to srečo, da se ne rabijo voziti daleč, da pridejo na sam turnir. Pa se ta dva kluba redno udeležujeta Eurofesta, ko ste prej govorili o datumih, da je včasih malo dolgo začakati za slovenske klube? Torej, za Eurofest se nikoli ni bilo zabavati, da ne bi določene domače ekipe nastopile, ker so bili primeri, da že trenerjev se ni dalo mogoče takrat izgubljati svoj dopust, ne, so se same ekipe povezale same, pa jih je kak starš potem vodil lahko. Ne. Tako da ja, poznam primer, ko je kolega imel najmlajše dečke v klubu in iz števila tam, ne vem, 15-16, ki jih je imel v še aprilu, konec maja je ta številka preko 20 narasla. Torej so se fantje določeni kar hitro prijavili k rokometu, samo zaradi tega, ker so vedeli, da se približuje Eurofest in da bodo igrali. In moram reči, da tukaj, kar jaz poznam na obali, to problematiko, če temu tako rečemo, pride do zasičenosti z rokometom, ko je konec ligaških tekmovanj, to je konec maja, tam nekih 14 dni v juniju so igralci res, kar je za razumeti, so z glavo drugje, rabijo res počitek, se posvetijo kakim še drugim stvarem ali pa šolskim vezam. Potem pa, bolj ko se bliža pa Eurofest, se pa zopet logično pri njih nabira neka energija, ker pa vejo, kaj prihaja in da je za tisto je treba pa tudi biti pripravljen, ker ne moreš ti v takih pogojih, ker je tukaj čez 30 stopinj, več tekem na dan, ne moreš ti nepripravljen priti. In to so te veliki plusi, kar mogoče nekdo niti to ne oceni, je plus za obalni rokomet ravno to, da so ti naši otroci dlje časa aktivni v trenažnem procesu in oni praktično zaključijo sezono tam 8., 9., 10. julija. Ne. Zdaj, kako pa je mogoče tisti, ki vseeno se odločijo ne tekmovati, postanejo potem sodniki? Kje dobite vse te sodnike? So to tudi mladi? Torej, moram mogoče, kar se tiče sodnikov, težimo
tudi kot pri ekipah, da imamo čim večji razpon držav, da je čim več ekip iz različnih držav, tako težimo tudi pri sojenju. Ne, ker v začetku so sodili pretežno slovenski sodniki in je bilo preveč očitkov s strani ekip. So vaši sodniki, pa kdaj komu čez prst te pogledajo. In smo res želeli, da temu ni tako. In moram reči, da nam uspeva, ravno mogoče zaradi tega, ker je zdaj toliko popularni Eurofest, pa seveda zato, ker je v morju, da ti sodniki iz celega sveta z veseljem nekateri pridejo. Samo res zato, ker je to tako prijetno doživetje, da oni tisti teden svojega dopusta dajo. Ne. Torej ja, je veliko naših tudi sodnikov iz Slovenije, ampak sigurno več kot polovica je sodnikov od drugje, ravno kar danes so prve prijave tudi prišle sodnikov z Banja Luke, so zainteresirani pripeljati svoje mlade sodnike v, če temu rečemo, tako sodniško šolo, da se tudi s takim turnirjem pripravljajo na novo sezono, se učijo. Moram pa reči, da sem izredno vesel, ko ste omenila, kaj pa tisti, ki ne igrajo, veliko imamo prostovoljcev, ki so z nami zdaj sigurno 10 let, zdaj niso sicer več prostovoljci, bili so, začeli so kot prostovoljci, ker so v otroštvu tekmovali za svoj klub in ko klub ni več prijavil tistih ekip na Eurofest, jim je bilo tako težko, ne, da so se potem pa prijavili kot prostovoljci. In takšnih jih imamo zdaj sigurno 10 iz cele Slovenije, ki so z nami vsa ta leta, začeli so pri svojih, ne vem, eni tudi 15 letih, 16, 17, danes imajo družine, poročeni so z otroci, delajo in tisti teden vejo, si vzamejo dopust in pridejo dati svojo roko na Eurofest. Prej ste že omenili tudi čudovito otvoritveno slovesnost, kako bo pa ta letos potekala, kje jo lahko opazujemo? Torej, lokacije ne bomo spreminjali, ker je tako že nekako utečena in so jo tudi domačini že se navadili, jo sprejeli. Torej, začetek te ceremonije je na Titovem trgu. Nam je ta ambient logično najbolj všeč na Titovem trgu. In zato imamo tam uvodni del, pol urce nekje je tam rajanja, zabave, in potem sledi začetek mimohoda po Čevljarski ulici in potem po Pristaniški. Letos bomo veliko več vključili raznih skupin kulturnih, umetniških v to povorko, ulične animatorje, artiste. Po dolgem času bodo z nami na Pristaniški ulici kot predhodnica vsake države oldtimerji. Torej, z njimi smo v dogovorih, verjamem, da bomo to speljali. Tako da se vse potem konča na Ukmarjevem trgu, na pomolu. Še sami nimamo najboljšega občutka, kako bo izgledalo tisto zbiranje ekip, ker zbrati 170 ekip lansko leto, ne, pa se spomnimo pred covidom, ko smo jih imeli nekaj čez 200, ne, ampak ta številka 245 je ogromna, tako da tukaj imamo še za izdelati plan A, B, C, kako bo to na tem igrišču, ko verjamem, da bo
pokalo po šivih. Ja, ves čas poslušamo pritožbe, kako center Kopra ne živi zares, tako da mislim, da boste naredili odlično delo, da ga boste vsaj za ta večer obudili. Ne bo pa to edini večer na Titovem trgu, kaj ne? Moram reči, da na Titovem trgu bo verjetno edina prireditev na Titovem trgu, zato ker bodo vse ostale prireditve na Pristaniški ulici, v taverni oziroma na centralnem prizorišču. Ker le to so tiste lokacije, ko so ljudem zdaj najbliže, so vsi že navajeni in bo ta del še vedno centralen. Ampak ne glede na to, moram res reči, da sem ponosen, ko se le pogovarjam čez leto z prijatelji tukaj iz Kopra. Moram reči, da res tisto, kar jaz ne vem, ko obiščem neke sponzorje, pa jim tako prenesem pač moje moto, da je to najlepša prireditev na svetu. Ker še vedno, sploh v Sloveniji, ker to bom vedno to zagovarjal, zato ker vem, da smo z neko res maso prišli na tisti nivo, da ta masa sploh z to mladostno energijo prinese tako lepo življenje v mesto, tako utrip, ki ima vsak rad. Ni to neka agresivnost, neko, da bi bilo to, moram potrkati, da bi prinašal ta šport neke res grde stvari, ampak vsaj zaenkrat res je bilo to vse v znaku, tisti teden v znaku druženja, športa, mladosti, spoznavanje, to, kar skozi poudarjamo, različnih kultur, kar je tudi cilj nam. Tako da je res, vesel sem, da tako kot je prej Izola zaživela tisti teden, je ravno tako zdaj taka situacija v Kopru, ampak moram reči, da se to kar prenese tudi na sosednje občine, ker vse te naše goste ponese pot pol tudi do Pirana. Vsaj do tja. Bo pa tudi celotna prireditev tudi v znamenju dobrodelnosti, dobrodelna večerja se nam obeta, kje se bo pa to zgodilo in s kakšnim namenom ste jo organizirali? Moram povedati, da vsaj 12 let, če ni to že 15 leto, namenjamo tudi tej dobrodelnosti poudarek. Če smo začeli prvič z Eurofestovimi teki v Izoli še takrat, zdaj je praksa v Kopru, da organiziramo te dobrodelne kulinarične večere in tako bo tudi letos dobrodelni ta kulinarični večer z obalnimi primorskimi masterchefi, ki so v teh letih sodelovali v tej oddaji Masterchef, in vsa zbrana sredstva bomo namenili otrokom iz socialno šibkih družin. Kje pa se bo odvila ta večerja? Lahko naši gledalci tudi pridejo? Ja, to bo na Pristaniški ulici, blizu Kapitanije. Marjev trg pri Kapitaniji. Torej držimo pesti za lepo vreme. Vam je lani kaj zagodlo, ko je bilo tako malce bolj spremenljivo? Skoraj sem pozabil že vse na to. Torej, ja, zelo smo zadnja leta pripravljeni na to. Torej, vsako leto nam je res zagode. To je pač realnost. Tudi lansko leto smo te probleme imeli. Zdaj, samo lahko upamo, da ni to kaj več kot deževno vreme, kljub temu, da ni kar tako prestavljati iz 4 zunanjih igrišč, ne vem, 4, 5, 6 tekem, ki takrat odpade zaradi dežja.
potem v noč nekam na neka druga mesta, ali to celo mogoče na Kozino v Lucijo, ali igrati te tekme po noči v dvoranah. Ampak to je še najmanj proti neki Tramontani, ki nam je že dvakrat hudičevo uničila igrišče centralno, ne. Ampak sem optimist, ker mislim, da bo po mojem tudi vreme nam eno darilo, vsaj za 30. obletnico dalo. Ja, napoveduje se suša, kaj je huje igrati v dežju ali vročini? Moram reči, da ljudje smo vsega navajeni, se hitro navadimo in tako tudi najmlajši. Res, da se nekim gledalcem ti otroci smilijo, ki igrajo na res soncu, na taki vročini. Samo športnik, ko je nekaj dlje časa že v tem trenažnem procesu, se kar navadi, pridobi neke take sposobnosti, tudi navajanje na neke take hude razmere. In mi imamo tukaj le take možnosti, da tudi po določeni tekmi se odmaknejo v senco, je morje potem, da je na koncu za nas vroč teden še zmeraj odlična varianta proti tistim ekstremom, ki so povezani z Tramontano in dežjem. Ja. Kako pa je mogoče, se prehrana mora tudi kaj spremeniti, če je izjemno vroče? Sicer ne vem, se pri mladih sploh že pazi naprimer na prehrano, že hodijo v fitness med treningi. Je to podobno kot recimo pri članskih reprezentancah? Ali tudi na to pazijo, recimo, ko so v nastanitvah, da imajo posebne diete? Zdaj moram reči, da na višjih nivojih se zelo to pazi. Tudi ti otroci, jaz vem, ko sem še bil pred leti z mojimi ekipami, ja, tukaj so otroci naredili kar par korakov naprej, kar se tega tiče, pazijo na to. Ampak na takem turnirju, ko so pa tako aktivni, tukaj pa ni potrebe, zato ker oni tako hitro pokvarijo vse, ne, in ni potrebe po nekih ne vem kakšnih specifičnih menijih, ne. Moram pa res se pohvaliti, da pa tudi naše šole, torej malo kdo ve, da so naši udeleženci nastanjeni tudi v šolah in tudi tam jejo. Torej je ta prehrana šolska postavljena, torej planirana tako, kot je potrebno, in ni nobenih pripomb, ker je ta naša hrana všečna vsem, od Azijcev do Skandinavcev, do vseh, ker nimamo nobenih logično nekih začimb specifičnih, ne. Moram pa najbolj pohvaliti pa mogoče ravno to področje, ne samo prehrana, pitje. To, da so mladi danes zelo, zelo ozaveščeni in res sprejmejo vodo kot to osnovno pijačo, ne. In mi bomo temu poudarek tudi letos dali, da bomo jim omogočili na teh zunanjih igriščih v sodelovanju z Rižanskim vodovodom te pitnike, da bodo imeli skozi pri roki, da bodo lahko skozi pili, ker vemo, da je to najbolj pomembno v poletnem času, da ne pride do dehidracije. Vsi bojo pa dobili udeleženci tudi kot darilo Eurofestovo flaško, ki se jo ima v nahrbtniku zvito in se jo vsakič polni po potrebi pred tekmo, po tekmi, da tudi malo na to popazimo, da skrbimo za okolje. Boste še na kak drug način skrbeli za okolje, sploh glede množičnih prireditev? So se v zadnjem času, recimo Ekologi brez meja, so se veliko angažirali na tem področju, dajo tudi certifikate
prireditev brez odpadkov. Ali tudi še na kaj drugega pazite? Zdaj recimo so tako ali tako prepovedali uporabo plastičnih pribora in plastičnih nasploh produktov za enkratno uporabo. Tukaj mislim, da je to že kar zadnja leta utečeno, tako da od vseh teh, torej v sodelovanju z Marjetico Koper, da res na vseh teh prizoriščih, kjer se nekaj dogaja, da imamo poskrbljeno za to ločevanje odpadkov. To je zdaj nam bila, recimo zdaj zadnja res, kar se tiče teh pitnikov, zadnja potreba, da poskrbimo za še boljšo to oskrbo z vodo v tistem času. Tako da mislim, da tisto osnovno zadostimo. Preden se posloviva, kje lahko naši gledalci pridejo do kataloga, ki ste ga omenili, da bo prišel tik pred festivalom ven, in pa kje si lahko pridobijo vstopnice? Torej, če govoriva o knjigi, ta knjiga je namenjena res, ni v prodaji, ker ne verjamem, da bi komu toliko bila zanimiva za nakup, ampak je res namenjena vsem našim klubom, trenerjem, sodnikom, za spomin vsem tem, ki so ta leta z nami. Kar se tiče pa vstopnic, kot smo pa rekli, pa ne bo te potrebe, ker so vsi dogodki odprtega tipa. Moram pa samo še v tej priliki mogoče res izpostaviti, poleg otvoritvene slovesnosti, še večer pred tem, ko imamo welcome party, kjer bomo prvič predstavili našo himno. To bo disco party z, lahko že kar napovemo, gosti tega večera, skupino Neme Jugat, ki bodo malo res posebej zabavali mlade, malo jim predstavili slovensko glasbo in seveda potem je pa želja, da se pa že v tistem prvem večeru predstavi ta naša Eurofestova pesem, ki jo bojo pa potem zaigrali tudi na sami potem otvoritveni slovesnosti 5. julija. Nam lahko zaupate lokacijo te zabave, ki bo dan prej? To bo vse na Ukmarjevem trgu. Tako je, vsi ti večeri so na Ukmarjevem trgu na Pomolu. No, super. Zagotovo se vidimo. Lepa hvala, da ste danes prišli k nam in nam povedali še kaj več o Eurofestu. Hvala tudi vam za povabilo oziroma za sodelovanje, ki se spleta tudi med nami od letos naprej. Tako, kot ste slišali, dragi gledalci, Megafon bo seveda tudi medijski sponzor Eurofesta, zato boste lahko na spletu in v časopisu tudi sami sledili, pa seveda tudi na naši televiziji Megafon TV, tudi sami sledili dogajanju v živo, vsekakor pa vabljeni, da se tekem in ostalih dogodkov udeležite tudi v živo. Lepo se imejte in se vidimo spet na Megafon TV.